Mogoče to je treba to obdobje razdeliti na 3 dele. Ne? Se pravi, Maja Kevc na Facebooku pred Emo, Maja Kevc po Emi in Maja Kevc med polfinalom in finalom Eurosonga. Pred Emo je stran počasi smo rastali. To smo delali tudi veliko z mreženjem, takrat še ne. Kasneje se je zgodba, potem po zmagi na Emi brutalno, se je zgodila taka brutalna razgodila. Ne. Smo čez noč dosegali, mislim, da takrat 7000, v 24 urah, mogoče 37 tisoč novih lajkov. In potem je ta zgodba počasi rasla do 13, 14, 15 tisoč. Potem v mesecu pa pol, potem do nekje 20-23 tisoč in med polfinalom na Eurosongu do Eurosonga pa še smo kar zarastli za 7-8 tisoč. Tako da so pač te 3 obdobja, kateri beležimo različne stopnje rasti. Kakšen je pogled v prihodnost? Mislim, da zadeva bo še rasla, zdajle par dni malo bolj intenzivno, dokler bo še Maja material, ki se bo še malo glodil. Potem v roku tedna dni, 10 dni, ko bo zgodba malo pozabljena, ko bo še nova afera s kakšnimi kuški in podobnimi stvarmi, in potem bo pa zgodba oplahana in mogoče potem jeseni, ko bo Maja s kakšnimi novimi projekti štartala, pa spet se začela, mislim, generirati, ampak težko pa, če bo zgodba to hitro, se je še zgodila, kakor zdaj.